Na Zavodu za zaposlovanje beležijo upad brezposelnosti. Ob koncu marca je bilo registriranih 110.226 brezposelnih, kar je 6,7% manj kot marca 2015. A pozitivni trend ne velja za gluhe in naglušne iskalce zaposlitve. Ker so med osebami z okvaro sluha takšne zgodbe zelo pogoste, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije organizirala okroglo mizo o problematiki zaposlovanja gluhih in naglušnih. Simona Korez z Racia je povedala, da se je v različne storitve zaposlitvene rehabilitacije leta 2015 vključevalo 143 gluhih in naglušnih. Od tega se jih je 50 zaposlilo, preostali obravnavo nadaljujejo. Korezova, ki ni želela pred kamero, je pojasnila, da je višino plačila za usposabljanje na delovnem mestu določilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prav tako se podjetja sama odločijo, ali bodo delavcu izplačala denarno nagrado in malico. Gluhe, naglušne in tudi druge invalide, ki se vključujejo v sistem zaposlitvene rehabilitacije, motijo predvsem dolgi birokratski postopki in trajanje usposabljanja. Mnogi so nezadovoljni tudi z oddaljenostjo podjetij, v katerih so napoteni na usposabljanje.
Vendarle pravica do vključevanja v zaposlitveno rehabilitacijo, ki ni obvezna, prinaša tudi določene prednosti. Ne, jaz moram samo s kanapo iti, pa ne morem z njim. Čau, čau. Enako. In kaj svetujejo tisti, ki so uspeli najti zaposlitev?